Za začetek si bomo pogledali, katere množice števil poznamo, potem bomo pa te množice števil oziroma nekaj teh števil označili na realni osi. Najmanjša množica števil je množica naravnih števil. To so tista števila, s katerimi štejemo 1, 2, 3 in tako naprej. Če bi ta števila narisali na realni osi, se pravi realna os je ravna črta, ki ima na eni strani puščico. Ta puščica pomeni, da v tej smeri števila naraščajo. Če je tukaj nič, recimo tukaj naravno število 1, 2, 3, 4 in tako naprej. Če narišemo tudi slike nasprotnih vrednosti, se pravi -1, pa -2 in -3 in -4, se pravi naravna števila in njihova nasprotna števila, dobimo množico celih števil. Še vedno je to brez ulonkov, ampak zdaj imamo cela števila. Potem pa lahko tukaj dodamo še razne ulomke, recimo med 0 in 1 je ulomek 1/2, ali pa med 1 in 2 je recimo ulomek 1,2. Pa še kakšne decimalke, recimo -1,7. Če dodamo še vse to, se pravi ulomke, pozitivne in negativne, pa decimalke, lahko tudi periodične decimalke. V tem primeru je potem to vse skupaj množica Q. V množici Q so vsa takšna števila, za katere lahko zapišemo kot A v z B. Pri tem mora biti A neko celo število in B neko naravno število. Se pravi, vse, kar lahko zapišemo z ulomki, so racionalna števila. Recimo številka 4 je 4 enine, to je ulomek in je racionalno število. Ali pa -3 je -3 enine, je tudi racionalno. Pa 1,2 je 12 desetin, je tudi racionalno število. Imamo tudi nekaj takšnih števil, ki jih ne moremo zapisati kot ulomek. To je recimo število (2), število pi, (5) in tako naprej. Ta števila imenujemo iracionalna števila. I. Če pa potem obe množici skupaj vzamemo, so pa to R kot realna števila. In vsa realna števila lahko narišemo na osi. Zdaj brez težav narisamo naravna števila, cela, tudi racionalna, kaj pa iracionalna števila? Kako narisati na realni osi recimo število (2)? Če imamo številsko os, zdaj jaz rišem s prosto roko, drugače narišemo z ravnilom, in je tukaj število 1. Kje je potem (2)? Zdaj mi vemo, da je (2) med korenom iz 1 pa med korenom iz 4. Zdaj koren iz 4 je 2, torej je (2) med 2 in med 1. Kje točno? Lahko si pomagamo s Pitagorjevim izrekom. Pitagorjev izrek pravi, da je hipotenuza na kvadrat prva kateta na kvadrat plus druga na kvadrat. To je Pitagorjev izrek. In zdaj v našem primeru recimo, da je naša hipotenuza enako (2). Torej hipotenuza na kvadrat, (2) na kvadrat, to je (2 krat (2) je (4) je 2. Ampak dvojko lahko zapišemo kot 1 plus 1. To pa pomeni, da je kateta 1 na kvadrat 1, kar pomeni, da je kateta 1 1 in kateta 2 je prav tako 1. Torej bomo narisali pravokotni trikotnik s katetami 1. Tukaj že 1, pa še eno enoto. 1 na kvadrat plus 1 na kvadrat je 2 in tole razdalja je (2). Potem bi pa samo še stilo zapičili in dol pripeljali in tukajle je (2). Res med 1 in 2. Lahko recimo narišemo še koren iz 3. Da bi pa rekli recimo, da je koren iz 3 kateta 1
In to pomeni, da je kateta 1 na kvadrat potem enako koren iz 3 krat koren iz 3, to je koren iz 9, je 3. 3 je pa isto kot 4 minus 1. To je v bistvu 2 na kvadrat minus 1 na kvadrat. Vedno izbiram takšna števila, da jih znam koreniti. To pa pomeni, da je naša hipotenuza 2, kateta 1 je 1, to je pa kateta 2. Pa zopet, če narišemo realno os, pa tukaj nič. Se pravi, ena kateta je 1, nekje tukajle bo zdaj naš koren, lahko tukaj, lahko pa tudi tukaj ga naredimo, bo še boljše. Zapičimo šestilo sem in vzamemo razdaljo 2, to je naša hipotenuza. Šestilo razdaljo 2, se pravi, tole je 2, tole je 1, to pomeni, da je potem tale razdalja koren iz 3. In zopet zapičimo šestilo, potegnemo dol in dobimo, kje je koren iz 3. Tako. Na naši realni osi lahko torej narišemo sliko katerega koli števila. In ko imamo enkrat števila narisana, lahko tudi zapišemo, kako so po velikosti. Recimo -4 je manjše od -3, je manjše od -2, je manjše od -1,7, je manjše od -1 in tako naprej. Od najmanjšega do največjega, bolj kot je levo, prav na tej strani levo gre proti minus neskončno, tukaj gremo proti neskončno. Zdaj pa bomo pogledali še pojem interval. Intervale zapišemo takole. Recimo, to je en interval, pa to je potem kot interval, x element tega intervala, še eden in še eden. Vidimo, da so različni oklepaji. Kadar je oklepaj takole oglat, recimo, da imamo od 3 pa do 2, obakrat oglat, temu tudi rečemo zaprt interval. Tukaj spadajo takšni x-i, ki so večji od 3 in manjši ali enako od 2. Da bi to sploh šlo, ne bi šlo, moramo še dodati -3. Tako, zdaj bi pa šlo. In bi narisali realno os, označili -3, 1, 2, 3, -3 in do 2, 1, 2. Od -3 pa do 2. Zdaj, tukaj imamo označeno s pikcami, lahko tudi mi s pikco označimo ali pa črtico, kar nam je ljubše. In naši x-i so tukaj vmes. Ker sta -3 in 2 zraven, rečemo temu zaprt interval. Lahko pa imamo recimo odprt interval. Tako, da piše, da je x element od -2 do 4. Zdaj vidimo, da so okrogli oklepaji, zato je to odprt interval. To so torej takšni x-i, zdaj pa vidimo, da ni več večji ali enako, ampak ki so večji od -2 in manjša od 4. Če zopet označimo številsko os, pa poiščemo -2 in 4. Tukaj pazimo, da so vedno iste enote. 2, 3, 4. Ko je odprt interval, vidimo, da je tukaj narejena puščica. Takole. To pomeni, ta številka ni zraven. Je čisto tja, ampak ta številka ni. Eto, in je to odprt interval od -2 do 4. Lahko imamo pa še pol odprt interval. Recimo, da imamo x element od 2 do 5. Tukaj je odprto. To pomeni x-i, tukaj je zaprt interval, je manjši, večji ali enako od 2 in manjši od 5. Zopet številska os. 2 je 1, 2, lahko naredimo pikico ali pa črtico. Do 5, 3, 4, 5, puščica. Takole. Od 2 do 5. To je naš pol odprt interval. Narišimo še nekaj intervalov. Če bi imeli narisan takole realno os,
tukaj nič, tukaj -3 in tukaj 5. Recimo, da je tukaj puščica, tukaj pa krogec oziroma črtica. Katera števila so potem tukaj prikazana? Lahko zapišemo, da so torej x, ker je tukaj pikica, večje ali enako od -3, ker je tukaj puščica, pomeni strogo manjše od 5. Z intervalom pa x je element od -3 pa do 5. In zdaj, tam, kjer je enako, lahko tudi je oglat oklepaj, na drugi strani je pa, se pravi, zaprt interval, tukaj pa odprt interval. Ali pa recimo, če imam x, ki je element od -1 do 3, pa naj bo zdaj tukaj zaprto, kaj bomo naredili? Nič, -1 je odprt interval in zato -1 ni zraven, je tam puščica, pa do 3, 2, 3, eto, tukaj črtica in to potegnem in je to naša rešitev. Kaj pa, če imam zapisano x je manjše od 4, kako pa zdaj to izgleda? Zopet narišemo številsko os, poiščemo 4, 2, 3, 4 in manjše od 4 pomeni od 4 dol. Tukaj je minus neskončno, to je pa 4 in ker je strogo manjša je puščica. Z intervalom bi to napisali kot od minus neskončno, tukaj je vedno odprt interval, do 4, kar je pa tudi odprt interval. Če pa bi imeli, da je x manjše ali enako od 4, bi pa tukaj namesto puščice naredili črtico oziroma krogec. Takole, se pravi, če imamo do 4, bi bil tukaj krogec ali pa črtica, pa potegnjena črta, a ne? V tem primeru zdaj bi bil pa tukaj x je element od minus neskončno pa do 4, ampak tukaj bi bil oglat oklepaj, ker je 4 zraven. Medtem ko minus neskončno ali pa plus neskončno je pa vedno okrogel interval. Še recimo tale primer. Če imamo x je večji od 5, bi označili, kje je 5, recimo, da je tukaj, piše večje od 5 je od 5 naprej, večje od 5. Zdaj črto narišemo tako dolgo, kakor je narisana realna os, v tem primeru je tukajle, ker ni zraven bila tukaj puščica. Potem bi imeli x je element intervala od odprt interval od +5 pa do neskončno.